Dober večer. Dobrodošli na Goriškem večeru, ki bo tokrat malček drugačen. Torej iz dveh delov bo. Še prej moram povedati, da je v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, tako kot vedno. Torej v prvem delu bo pogovor z zgodovinarjem in publicistom gospodom Grando, ki je tukaj in ga prav lepo pozdravljen. Drugi del večera bomo šli pa ven pred stavbo in bomo prižgali lučke v spomin na žrtve povojnih morij, tako kot smo tudi lansko leto. Svečke imam jaz in se bomo potem še dogovorili, kako. Sedaj pa prijetno poslušanje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani Goričanke in Goričani, spoštovani vsi dobre volje, tudi gledalke in gledalci, ki nas spremljajo po YouTube kanalu in pa tisti, ki nas spremljate po televiziji. Namreč zadnje čase se je kar nekaj slovenskih privatnih televizij javilo in nam brezplačno na naše veselje prenašajo naše večere, ki tako vstopajo v širna slovenska gospodinjstva. Goriški večeri grejo svojo pot, letos počasi zaključujemo 4. sezono. Zanimivo, prvo sezono, ko smo začeli Goriške večere, je bil naš gost, današnji ponovni gost, dr. Stane Granda. Takrat smo bili v Šempasu, no zdaj smo pa že nekaj časa v Novi Gorici in se prav fajn počutimo. Goriški večeri grejo naprej, kljub popolni medijski ignoranci, kljub nagajanju tako z leve kot z desne, kljub brcam pod mizo, ampak tisti, ki to pripravljamo, se ne sekiramo in kar nas ne dotolče, nas samo še okrepi. Hvala, Nenazadnje to dokazujete vi, spoštovane gospe in gospodje, ki vedno znova prihajate na naše večere. Vesel sem, da vidim nove obraze, tudi nekatere, za katere ne bi pričakoval, da bojo kdaj na naših večerih, ampak to kaže, da očitno se svojo širino, pluralnostjo si zaslužimo vašo pozornost. Hvala lepa. Spoštovani profesor dr. Stane Granda je naš gost. Odzval se je na poseben datum. V soboto, 17. maja, je nacionalni ukinjeni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan se bo jutri počastil v Ljubljani, kot se je lani in predlani. In že lani smo ga počastili v Novi Gorici, izkazal se je kot dogodek zadet na žebljico na glavico, da rečemo tako. In letos smo rekli, da ponovimo z eminentnim gostom. Pravzaprav, veste, ni treba, da ga na dolgo in široko predstavljamo, ker verjamem, da ga večina ljudi med vami, poslušalk in poslušalcev, dobro pozna. Stane Granda je človek javnosti, kljub svojim letom, je malo starejši od mene, rad nastopa in dobro nastopa. In če hočete, kamera in mediji ga imajo radi. Mogoče ga pogrešamo, ker se zadnje čase malo manj pojavlja, ampak saj veste, z leti pridejo tudi kakšne težave in Stane se imenitno spopada z njimi. Torej je Dolenc, ponosen Dolenc, rojen Novomeščan, ki pa že leta živi v Ljubljani, tudi vpet v ljubljansko življenje, ampak tega pa ne bi mogli reči, da zapušča zaradi tega svojo ljubo Dolenjsko, kateri je posvetil tudi kar lep del svojega raziskovalnega dela. Stane Granda je zgodovinar, nekako strokovnjak predvsem za agrarno zgodovino, gospodarsko zgodovino, socialno zgodovino. Bil je dobro desetletje, tam sredi 90-ih, tudi predstojnik Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, avtor številnih knjig, urednik številnih publikacij, številnih člankov, človek, ki veliko je nastopal in nastopa v medijih,
In med drugim je dobil številna priznanja in nagrade, je častni občan Novega mesta, ampak vem, da mu veliko pomeni, je redni profesor in tudi častni profesor Univerze v Novi Gorici. Bil je eden tistih, ki je spravljal na noge študij kulturne zgodovine v Novi Gorici, ki se je danes žal izrodil v neke druge smeri, verjetno ne tako, kot si naš današnji slavljenec bi želel, ampak kakorkoli je oral ledino marsikje in zato ga je Nova Gorička univerza imenovala za častnega in zaslužnega profesorja. Dovolj o tem. Stanetom, še to sem dolžen povedati za uvod, ki je mal daljši. Stane je, kljub, bomo rekli, nekoliko zdaj, ko je upokojen, umaknjenosti od glavnega toka slovenskega zgodovinopisja, vzor številnim nam mlajšim zgodovinarjem, mlajše, srednje in tudi mlajše generacije, ki ga zelo spoštujemo. Marsikomu je pomagal v težkih časih, ko so nam stare strukture pogojene z partijsko-udbovskim ozadjem onemogočale tudi zaposlitve. Tudi meni osebno je veliko pomagal in tukaj se ti še enkrat z tega mesta, Stane, lepo zahvaljujem. Mi je to takrat veliko pomenilo, zdaj mi pomeni pa še več, ko gledam nazaj. In mi zgodovinarji, ki ga poznamo, ki z njim veliko sodelujemo, se tudi pogosto slišimo, čisto privatno, to lahko zveče javnost in obdelujemo tako zgodovinske kot tudi politične probleme, jih seveda rešujemo. Za Staneta rečemo ata Stane ali pa samo ata. To pomeni tata po naše pa primorsko. To pomeni naš znak spoštovanja vseh tistih, ki se ne prepoznamo v, če hočete, mainstreamu slovenskega zgodovinopisja, torej tisti, ki ne prisegamo na preživetvene vzorce, ki marsikje še vedno vladajo, žal, v naši stroki. Peva k vprašanjem pa besedi našemu današnjemu večernemu gostu. Z gostom se bova tikala, ker sva dolgoletna prijatelja in mislim, da naj udruži tudi medsebojna naklonjenost in tudi spoštovanje. Stane, ti si tudi dober pevec. Prepeval si kar nekaj let v Primorskem akademskem zboru, torej Vinko vodopivec. Nikoli nisi skrival naklonjenosti do Primorske, posebej še do Goriške. Vedno si tiste, ki smo prihajali iz goriškega konca, posebej naklonjeno obravnaval, se zanimal za našo zgodovino, tudi pisal o tem, a hkrati tudi pokazal neverjetno naklonjenost. A to izvira iz tvojega porekla, torej tam italijanskega, davno nazaj, ali je kakšen drugi razlog, da imaš tako rad goriško zemljo? Ja, torej hvala lepa za take lepe besede. Moram pa sam to povedati, da jaz sem ustanovni član naše organizacije, sem bil na prvi seji, jaz sem zelo vesel in hvaležen, da ste me povabili v vašo sredo. Torej, moram reči, da moja ljubezen do Goriške je pravzaprav zelo stara, delno izvira iz, ne boste verjeli, iz beneških Slovencev. Torej, jaz kot otrok sem bil ves nor na beneške Slovence in sem še danes. To je mi nekaj zelo svetega in sem bil zelo žalosten, ko sem prebral, da je Božo Zvonilo umrl, silno me je to prizadelo. To je ena zadeva bila. Druga zadeva, ki je bila seveda to, da je moja mama bila zaljubljena v Simona Gregorčiča in me je pravzaprav skozi vzgajala ob Simonu Gregorčiču, tako da sem včasih rekel, zdaj pa že nehaj, ne moram skozi jokati cel dopoldan, ker mi je pol kakšne žalostne pesmi pripovedovala. Po drugi strani, seveda je pa bilo zato, da o Goriški smo zelo malo vedeli. Jaz sem zelo občudoval ta boj Goričanov za narodno prebudo na eni strani, na drugi strani sem seveda pa zelo občudoval to vztrajnost, zlasti boj proti fašizmu. Frapirala me je trdnost goriške etnične meje in potem moram pa reči, ko sem bil vodopivec, sem bil neskončno srečen, ker smo praktično vse vasi prevozili in še do pred nekaj let, dokler se ni spremenil promet v Gorici,
sem lahko po noč, kadarkoli prišel iz katerekoli ulice, torej obvladal sem Gorico, obvladal sem vse te vasi in na moje vodopivsko obdobje imam čudovite spomine, še zlasti, ker praktično ni bilo vasi na oni strani meje, kjer ne bi nastopali. Imel sem tudi seveda zelo dobre prijatelje na oni strani, ki so me veliko naučili, zlasti, zdaj pa oprostite, roza skleroza, zlasti sva bila dobra prijatelja z lokalnim zgodovinarjem, sicer je bil socialist, z Valtričem sva bila zelo dobra prijatelja in moram vam povedati, da Valtrič me ogromno učil o ekonomiji, o razmerjah na Goriškem. Pogosto mi je Marko prihajal k meni v službo, vsako knjigo mi je prinesel, pa sva čakala cele ure in on je bil pravzaprav en izmed mojih velikih učiteljev goriške realnosti. No, potem pa preko dr. Marušiča sem spoznal še tudi vrsto drugih stvari, potem moram vam povedati, da sem bil v zelo dobrih odnosih z Lojzko Bratuš, sva se tikala, z njo pa z njeno mamo, pa z bratom Andrejem smo bili večkrat skupaj v Rimu na simpozijih, tako da potem se še s posebno ljubeznijo se pa še spominjam, žal sem izgubil stika z njo, s profesor Marija Kocin, mislim, da je ona tudi Goričanka, ne? Torej, po očetu, ja. Moram vam povedati, ker sem enkrat poslušal njeno predavanje na Slovenski akademiji, jaz tako lepe slovenščine, kot je imela Marija Kocin, v življenju nisem slišal. To je bila ena, veste, taka aristokratska slovenščina, izbran, prefinjen jezik. In se spominjam, ker nas je že profesor v gimnaziji učil, je rekel, študentje oziroma dijaki, če se hočete naučiti lepega slovenskega jezika, berite Primorski dnevnik. Takrat so bili še tile slovenski imigranti in je Primorski dnevnik slovel po izbrani slovenščini. Ne vem, Renato, ti se najbrž tega ne spomniš, zdaj malo drugače, ampak naprimer v 60-ih letih je imel pa najlepši jezik, je imel Primorski dnevnik. Sploh pa tole goriško, izredno lep jezik in to mi je bilo tudi, bi rekel, nekaj žlahtnega je bilo in moram vam povedati po pravici, še danes silno rad segam tudi po starejši zgodovini Goriške, kajti ta zgodovina je precej drugačna, zlasti za srednji vek in če hočeš kakšnemu študentu nagajati, ga samo vprašaj nekaj zgodovine srednjega veka o položaju kmeta na Goriškem, ki je čist drugačen kot pa na Krajnskem ali pa na Štajerskem ali pa na Koroškem ali pa v Prekmurju. V dveh besedah, kako se kaže ta drugačen položaj goriškega kmeta? Tle je bil kmet veliko bolj svoboden, kmet ni bil toliko, ker je bil v glavnem odvisen od goriškega grofa. Ni bilo od tega vmesnega člena in je bilo veliko več svobode, veliko več, bi rekel, torej imel sem občutek manj stiskanja, torej vse tudi, če pogledamo, teh velikih uporov na Goriškem ni bilo, ker upor, tolminski upor, to ni protifeudalni, to je protidržavni odpor, ne? To je odpor proti državnim davkom, to narobe, še leto sem spet poslušal neumnosti po radiju, kako so ta kmečki upor razlagali. Ta upor je drugačen, ne? In zato pravzaprav sem izjemno srečen, da danes na Goriškem obstaja vrsta goriških zgodovinarjev mlajših, ki so goriško zgodovino zelo premaknili naprej. No in da ne bom predolg, jaz sem si zelo želel, da bi z Goriško univerzo vzpostavili tesnejše stike s furlanskim prostorom, tudi intelektualne, da bi bili mi en most, da bi pomagali tudi, če hočete, furlanski samozavesti zgodovini. No, človek obrača, Bog obrne, je kot je, važno je, kajti Goriška, veste, je en izmed trebuhov slovenstva, zato je tle zelo važno, da se tle razvije spet en nov intelektualni potencial, ker sicer bomo načeti. In moram reči, da z veliko pozornostjo spremljam zlasti zvečer poročila in Erika, zelo sem srečen, ko te slišim po noč, da vidim, kaj se tle dogaja, ker resnično živim s tem vasmi in mi je zelo prijetno. Žal je veliko ljudi, ki sem jih poznal, so že pokojni,
Tudi jaz se bližam 80, ti so bili po glavnem starejši od mene, pa še nekaj, veliko sem imel tudi mlajših prijateljev in zdaj med potjo sem se posebno spomnil Zorka Harija, ki je bil krasen človek, pa kakšen krasen pevec je bil, veste, to je bil čudovit bas bariton. Posebej se pa spomnim Marka Vuka, ker so bila zelo velika prijatelja in Marko me je tudi ogromno naučil v sodobnosti. Ne? Brez Marka pa Tomaž Pavšič, vse to so bili ljudje, ki so mi odpirali vrata in tako da se bi rekel, se počutim tudi del tega prostora in na to sem zelo ponosen in vesel. Stane, ti veljaš za velikega Slovenca v smislu, imaš rad domovino, nikoli nisi imel nobenih šovinističnih, nacionalističnih izpadov, ampak ponosen Slovenc, tudi veteran vojne za Slovenijo 91. Vendarle, če nekako fokusiramo tvoj življenjski, delovni, zgodovinski opus, si postal znan po tem, da si na Dunaju pred leti odkril peticije za samostojno Slovenijo. To si tudi objavil potem v knjigi, ki je išla pred 20 leti in več pri Novi reviji. A bi ti lahko spoštovanim poslušalkam in poslušalcem na hitro razložil, kaj pomenijo in čem je pomen teh peticij iz tistih prelomnih časov 48, 49, 18 seveda, za samostojno Slovenijo in kje na Dunaju so pravzaprav ležale skrite? Ja, lejte, to je pač moje življenjsko delo, je odkritje teh peticij za Združeno Slovenijo. Akademik Cvitar, ko me je vzel na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, leta 1979, mi je to dal kot posebno nalogo in rekel, Granda, gledaj, najdeš peticije. Namreč te peticije za Združeno Slovenijo so leta 1949 zginile in jih ni potem od leta 1949, od leta 1948, ko so jih predali v parlament, jih ni nihče več videl. Govorimo 18. Noben jih ni več videl, noben ni več vedel, kaj je to. Jaz sem to iskal, jaz sem mislil, da so kje v Gradcu, no našel sem jih potem na Dunaju po 30 letih iskanja. Sveda bi rekel, imel sem srečo, no našel sem jih in to je bilo strahotno odkritje za mene, predvsem, ko sem potem sledil tem podpisom. Namreč jaz sem vse podpise potem objavil, jih prepisal iz Gotice ali pa iz kakšne druge pisave, ker takrat so bile pisave dokaj zmešane. No, v glavnem je bilo to je moje življenjsko delo in vam moram povedati, da sem prvič čutil neko strahotno veselje, da sem izpolnil to obvezo do akademika Cvitra, ki mi je ogromno pomagal, drugič me je pa pretreslo, koliko sovražnikov sem dobil, ko sem našel te peticije. Stane, kaj pomenijo peticije? Ja, peticije pomenijo, da Slovenci na ozemlju habsburških dežel, poudarjam Prekmurja, tega ni, zahtevajo samostojno slovensko enoto, bi rekel, danes moderno zahtevajo slovensko deželo, namreč Avstrija je še danes federalna, slovensko enoto znotraj Avstrije, slovenščino kot uradnim jezikom, slovenskim parlamentom, slovenskimi šolami, zlasti pa slovenskimi sodišči. In to je na tisoče Slovencev podprlo. No in vam moram, ker sem že prej govoril o Beneški Sloveniji, med podpisanimi je tudi en goriški gojenec semenišča, ki se je podpisal Beneški Slovenec. Ne, to veste, človek se zjoka, ko to vidi. Namreč danes, ko imate zgodovinarji, ki zanikajo Slovence, da smo izmišljotina Prešerna, pa Blajvajsa, pa ne veš kaj vse. Poslušajte pa to, vidite, leta tam je napisal, mislim, da je bil Ivan Vid, Beneški Slovenci je podpisal za Združeno Slovenijo. Ali pa en Štajerc iz okolice Ptuja, preprost kmet je napisal veliko želen tote zgodbe, da bi prišlo do Slovenije. Veste, to so kmetje podpisovali. Našel sem se tudi izobražen, ampak vrsto teh pa ni ohranjenih. Za Gorico sem najdel, za Trst ni ohranjena. Ni ohranjena gor za Kanalsko dolino, ker je Matija Marija gotov podpisal, ni ohranjeno. Za Ljubljano ni ohranjeno. Za Novo Mesto je samo ena ohranjena z 2 podpisi, pa jih je moralo biti
Več, vemo, imamo podatke za Kranjsko goro, da so podpisovali, ni ohranjena. Veliko tega za Ljubljano celo vem za hišo, kjer so podpisovali. Se ni ohranilo, ampak ohranilo se je nekaj tisoč podpisov, zlasti za Štajersko, vzhodno Dolenjsko, in to so pretresljivi podpisi. Kar vas posebej še navdušuje, je pa tak visoka kmečka samozavest. Veste, niso kmetje pustili vsak od jih je podpisal. Je podpisal samo tisti, ki so mu zaupali, in tisti, ki je nepismene ljudi podpisal, se je moral podpisati spodaj, da je bil podpis sodno verodostojen. Mislim, to je nekaj enkratnega in bi rekel, nekaj tazga smo samo Slovenci naredili v monarhiji. In pokojni akademik Vilfan me je stalno učil, rekel, Granda, zapomnim se, slovenski nacionalni program je bil najbolj radikalen nacionalni program v celi monarhiji. In potem, seveda, Slovenije nismo dobili takrat, in če gledate zgodovinske knjige, ja, zato, ker so bili Slovenci šibki, bedarije pišejo ti zgodovinari. Noben narod ni dobil svoje nacionalne enote. Ne Nemci, ne Čehi, ne Hrvati, če ste Madžari, ne nobenen. In Slovenci, Avstrija je še danes zvezna republika Avstrija. Avstrija ima še danes dežele. In to ni pač zelo dobro je kazalo, ampak ker je Avstrija ker je takrat ustava iz marca 1949 se določila, da bodo ostale dežele, so ostale dežele in pač tako je ostala Kranjska, ni bilo možnosti za Slovenijo. Noben ni dobil tega. Zato kakršenkoli slovenskem neuspehu leta 1948 lahko govori samo tisti, ki zaničuje Slovence, in teh je danes med zgodovinarji dovolj. Pomenljiv si ta stavek, ki si ga na koncu povedal, da je teh, ki zaničujejo Slovence, tudi med zgodovinarji, tudi sem dodal jaz, žal veliko, precej. Ampak glej, ta program sega 1848, potem Avstrija razpade 1918, nastane prva Jugoslavija, Primorci pridemo pod Italijo, nastane druga Jugoslavija, v kateri je tudi velik del Primorcev. Jugoslavija razpade, nastane Slovenija. Stane, odkot po tvoje to sovraštvo dela slovenske politike, sovraštvo dela sedaj vladajoče slovenske politike do, če hočeš, naše stvarnosti, naše države in tudi naše slovenske zgodovine. Odkot to izvira? Gre za pravzaprav za privzgojeno samozaničevanje Slovencev. Gre za zelo žalostne stvari. Glejte, isto, kar se pravzaprav danes dogaja, se je dogajalo tudi v stari Jugoslaviji. Koliko ljudi je reklo, pač stara Jugoslavija, neč stara Avstrija, pa bila nekaj, pa tako naprej. To so zelo konzervativni ljudje, ki se sicer zelo radi barvajo z modernimi barvami, to je en konzervatizem. Po drugi strani je pa seveda to blazno samozaničevanje, ki je pri Slovencih tako živo, to res kaj tazga še nisem srečal, da bi se nekdo tako samozaničeval, kot se Slovenci. Pa sem bil, oprostite, kot Dolenc, sem poznal kar nekaj Romov, pa pri vojakih sem bil velik prijatelj z Albanci, so mi čudovito pomagali, imam na njih krasne spomine, ampak pa sem se združil s Turki, ampak nekaj takega samozaničevanja, kot ga imamo pa Slovenci, to pa pravzaprav ne srečam, nisem srečal pogosto. Ampak se je spreminjalo, se spomnim enega dobrega prijatelja sošolca, je šel oficirsko šolo in še prednje šel po šušta, on je rekel, pa kaj smo mi Slovenci, mi nismo neč le stane, Srbi, to so to, se je rekel, križ Božji, kaj bo. In kaj se je zgodilo? Leta, ko se je začela vojna za Slovenijo, je Zdene, ta moj sošolc, med prvimi prestopil na slovensko stran, pa je bil podpolkovnik počinu in je bil komandant mejnih enot v Prekmurju. Tako veste, da so se tudi nekateri moji prijatelji, ki so bili v mojem otroštvu grozen tako, da Slovenci ne samo Srbi gor, Srbi dol, so se obrnili. Tako da je pa žal, pri nas ni veliko, oziroma manjka te vzgoje v duhu slovenstva. In tle žal šole slovenske ne odigrajo prave vloge. Problem je v šolah, ne v nas, veste. Ker pač taki smo, kot so nas vzgajali, in po drugi strani je pa po svoje tudi dobro, da se moramo boriti za to, da ostanemo budni.
Stane, ko sva že pri šolstvu in šolah, pred 10 dnevi smo spremljali še manj, približno izjave gospe predsednice Državnega zbora, ki je očitno pokazala, da očitno ne pozna zgodovine, niti na osnovnošolski ravni. Zdaj lahko midva razglabljava, a je to zaradi politične retorike, ali je to namerno oziroma neznanje. Ampak Stane, a ni sramotno, da predstavnik, najvišji predstavnik slovenske države ne ve, katera je bila pravzaprav prva slovenska vlada? Kako komentiraš to neznanje ali kaj drugega? To je seveda neznanje, ker so se pač tako učili, veste, kot reče Srbiji, ni krivo dete, kriv je odgoj. In pri tej vzgoji je zelo narobe in moram pa povedati, da je tudi tle velika napaka slovenske demokratične politike. Glejte, jaz se spominjam enkrat, ko je postal tale Slovenc beograjski nadškof. Perko? Ne, za njim, ta Salesijanc. Hočevar. In midva se dobro poznava in se srečava pri frančiškanih, pa se je rekel, gospod nadškof, kva ste se pa tako zamerili v Vatikanu? Je rekel, kva pa govoriš? Jaz sem rekel, poslušajte, pa se greste z dežja pod kap. Iti v Beograd za nadškofa, to je pa res muka, kar je bila res muka, to je bilo peklensko. Ampak je rekel, veš kaj, ko sva že skup, je rekel, daj ti poskrb, da bi bili drugače, mi smo se škofje pogovarjali, da je treba spremeniti zgodovinske učbenike. In jaz sem takrat rekel, gospod nadškof, učbeniki so taki, kot je učni program. Treba je spremeniti učne programe. Veste, tle je pri nas problem. Pri nas vi lahko danes pišete učbenik, marsikaj. Je precejšna svoboda glede učbenikov, ampak držati se je treba učnega programa in v učnem programu so te stvari pa zabetonirane. Glejte, naši otroci, konkretno moji, o osamosvojitvi niso nič zvedeli, pa so me še videli v uniformi vojne za Slovenijo, ker so pač toliko stari, ampak da bi kaj več vedeli, niso se učili. Vam moram povedati, da vnuki v vrtcu se marsikaj naučijo, v šoli se jim pa to vse zradira. In mi, če hočemo stvari spremeniti, moramo v šoli postaviti nove učne načrte, kjer bo dobila slovenska zgodovina svoje mesto. V Evropi se najmanj slovenske zgodovine učijo Slovenci. Vsi narodi se učijo več, pri nas najmanj. Ne? In vam moram povedati, da danes imamo čudovito generacijo zgodovinarjev za starejšo zgodovino. Odkrivajo se stalno nove stvari. Naprimer, prav predvčerajšnjem, v ponedeljek sem dobil eno knjigo, sicer ni čisto nova, zbornik o Zoisu, kjer se je pravzaprav odkrilo, da je Zois bil tudi slovenski pesnik, celo starejši kot Vodnik. Pa italijanskega porekla, ne? Pa italijanskega porekla, Bergamaš, ne? Ampak poglejte, polno imamo takih stvari, ne vem, Bog ve, kdaj bo to prišlo v učbenik. Naprimer, kolega dr. Preinfalk odkriva, da je skoraj četrtina, če ne tretjina, plemičev na našem ozemlju slovenskega izvora. Ko sem jaz, ne vem, kdaj je to bilo okrog leta 85, mogoče 84, na Ptuju javno izjavil, da bi morali spremeniti odnos do plemstva, da je tle veliko ljudi slovenskega porekla. Poslušajte, skoraj sem bil tepen. Kakšne bedarije govorim in pa sem šel k profesorju Cvitru, sem rekel, poslušajte, vse so me skoraj zmotili. Je rekel, sem te poslušal kar tako naprej, si na pravi poti. Pa takrat nismo toliko vedeli, danes vemo pa ogromno več. In poglejte, tle na Goriškem imamo tudi take, sicer na Goriškem je pa posebej privleklo, da se tle niso imena krajev ponemčila, da imate v srednjem veku slovenska imena, pa koliko goriških plemičev je znalo slovensko. Goriško pa krajinsko plemstvo je bilo dvojezično. Praktično vsak goriški plemič ali pa krajinski plemič je znal slovensko in nemško, tle pa še italijansko. Vzemite Koronini in tako naprej. Kaj vse? In žal je prva svetovna vojna tle ogromno uničila
jaz sem prepričan, da bi se še marsikaj našlo pa odkrilo. Stane, ampak greva spet, bo jaz igral malo vlogo hudičevega advokata, advokatu z diaboli. Povej mi, zakaj ta averzija do slovenstva? Na to še nisva odgovorila, da nekateri krogi, ki so bili proti slovenstvu, ki so, bom rekel, tudi pisali ali, če hočeš, agitirali proti slovenstvu, zdaj brezsramno uživajo vse blagodati samostojne slovenske države. Obvladujejo številne družbene podsisteme, od kulture, športa, šolstva in tako naprej. Odkot to sovraštvo? Ja, zgleda, mislim, takole je, ne? Eni ljudje znajo prav dolgo časa tiščati na zavore, ko se pa stvari obrnejo, se zrinejo pa v prve vrste. Vse podobno se je dogajalo tudi po prvi svetovni vojni, ne? Če pogledamo, kdo je imel ta glavne zasluge za nastanek stare Jugoslavije, pa kaj se je potem s temi ljudmi dogajalo, vidimo zelo podobne stvari, ne? Najhuje je pa, zgleda, da je to neka zgodovinska zakonitost, ne? Eni ljudje pač hočejo biti zmeraj v prvi liniji, vedno se zriniti v prvo linijo, biti najbolj imenitni, najbolj pametni, najbolj lepi, najbolj popolni in potem seveda to lahko uspejo, če druge onemogočajo, če jih blatijo in če se tudi norčujejo sami sebe. Mogoče, prosim, to je pa še ena stvar, ki me je pa tudi v življenju pretresla. Jaz sem bil ogromno v družbi z avstrijskimi zgodovinarji. Res veliko, dobre prijatelje in prav intimne prijatelje in tako naprej. Veste, in kaj me je pretreslo? Da so se mnogi ti avstrijski zgodovinarji delali norca z avstrijske lastne zgodovine. A je zdaj tudi to neka avstrijska šola? Na to si ne znam odgovoriti, ampak vem, da so se kar po tleh hvalali, če je kdo pohvalil, ne vem, nekaj, kar je bilo v avstrijski zgodovini. Naprimer, če govorite o Mariji Terezi, vedno morate kakšne prsmodarije govoriti, da poravnate stvari. Ali pa še za vrsto teh stvari. No, bom dal sam za primer, ki sem ga že prej povedal mojemu sorodniku, cesar Friderik je živel tam od 1430, približno 40 do skoraj 1500. Ta cesar je ustanovil ljubljansko škofijo, je ustanovil novomeški kapitel, je dvignil Krško, Lož, Kočevje in Višnjo goro v mesta, je potem še ogromno naredil za Kamnik, ogromno naredil za Ljubljano. Sin njegov, cesar Maksimilijan, je sam trdil, da zna slovensko, je zahteval slovenski slovar. Poslušajte, to je cesar, ki je najbolj zasramovan v slovenski zgodovini. Zakaj? Ker je likvidiral celjske grofe. Celjski grofe, v katerih imamo pa, več imamo v goriških grofih, skoraj da so imeli posluh za slovenstvo, kot v celjskih grofih, malo pretiravam, ampak poglejte, ko sem jaz to enkrat govoril, so me vprašali, če sem čist pri zdravi pameti. Sem rekel, pa zakaj pa, a to ne drži? Je rekel, ja drži, vse drži, kar si rekel, ampak on je uničil celjske grofe. Sem rekel, ja in, ja pa celjski grofi so vendar prvi Jugoslovani. A vidite, to imate te absurde, ne? Kot imate, bi rekel... Zaradi svojih dinastičnih povezav z Balkanom. Ja, ne, vi imate polno tega še danes, da mnogi pač enostavno morajo Slovence tlačati dol, da sebe dvignejo gor. Jaz moram reči, da to je ena kvadratura kroga, ampak starejša, ni to samo zdaj. Tudi v stari Jugoslaviji sem isto opazil. Tudi v stari Jugoslaviji sem opazil, da so tako kradali ob nastanku stare Jugoslavije, kot so v nastanku samostojne Slovenije. Bova na videz preskočila temo. Prej si se samo v enem detajlu dotaknil in sicer veljal si, oziroma še veljaš za tako imenovanega klerikalnega ali cerkvenega zgodovinarja. Vedno si hodil v cerkev, tudi v času, ko to ni bilo, bi rekel, zaželjeno, pel si pri cerkvenih zborih, različni slovenski škofje in nadškofje so te in te sprašujejo za kakšen nasvet, dolgo si pisal in pišeš za slovenske medije, katoliške, deloval si na Radio Ognjišče, nekaj časa sva tudi celo skupaj nastopila v pogovorni oddaji. Torej si nekako poklican, da daš kakšno besedo o položaju danes slovenske cerkve. Vemo, kakšno pozitivno vlogo je igrala v času Avstrije.
med obema vojnama, ko je držala slovenski nacionalni program, potem na Primorskem sploh so bili duhovniki tisti, ki so uspešno vodili obrambo proti fašizmu, pridobila nek močan moralni kapital tudi v komunizmu, danes pa, če sva nekoliko provokativna, cerkve ni nikjer, oziroma je v svojih katakombah. Ne vsi, ampak večina. Tudi danes tukaj duhovnikov ni za polprstene roke. In to se vedno znova dogaja. Odkot pričakuješ to, oziroma kako bi pojasnil to pasivnost slovenske cerkve? Ja, prvič je tle dediščina komunizma. Ker pogledajte, takrat pravzaprav se duhovnik praktično ni smel pojaviti v javnosti. In jaz se spomnim leta 91, ko sem hodil po vaseh, ko so bile razne proslave pa tako naprej, pa ko so me povabili na šole, sem vedno protestiral, ker ni bilo župnika na proslavi. In če sem župnika poznal in mnoga sem poznal, sem šel do njega, se rekel, oprostite ali pa oprosti, koga polome, zakaj pa nisi bil tle na proslav? Jo, veš, vse veš. Se rekel, nič vem, imaš, da si v prvi vrsti sediš, če so te povabili šole, so me, imaš, da prideš pa sediš v prvi vrsti, pa ko je proslava. Glejte, v Avstriji sem bil na ogromno proslavah, ampak vedno, kdo je bil sedel v prvi vrsti? Glavar okrajni ali pa deželni ali pa karkoli, najvišji cerkveni dostojanstvenik, katoliški, pa protestantski, pa šef orožništva, pa največja šolska inštitucija, k njim to spada normalno, pri nas tega seveda ni. Velikokrat sem kakšnega duhovnika opazil, ki je bil tam skrit na kakšni proslavi tam zadaj. To se pravi, prvič ni bilo vzgoje. Drugič seveda je pa kriza, ki je sicer nastopila v cerkvi. Duhovnikov manjka, zelo so preobremenjeni, pa vam moram po pravici povedati, tudi izobraženi so drugače. Duhovniki so se pri nas zadnja desetletja ogromno angažirali za gradnjo, za vzdrževanje. Jaz se spominjam novomeškega prošta, zdaj je stolni prošt v Ljubljani, poslušajte, pa njega ste lažje videli s korolo v rok pa z malto, kot pa v talarju, ker je skozi delal. In se spomnim, naprimer, če greste danes v Škocjan, dol na Dolenjskem, župnika Dularja, ali ga boste videli s krampom v roke kot s kropilnico. Mislim, drugi časi so bili in cerkev se še tem novim razmeram ni prilagodila. So pa tudi seveda zelo žalostne izkušnje. Veste, jaz imam po pravici veliko prijateljev med duhovniki, tudi med vsaj z dvema škofova se tikava, smo stari prijatelji. Ampak je pa problem, naprimer, Andrej sem ga zanj bil novomestni občinski proslavi, Andrej je že nova generacija, lepo je sedel v prvi vrst, kamor spada. Moj stane v Ljubljani, ga ne vidim, na škofa ga ne vidim v prvi vrsti na proslavah. Pa bi moral biti, bi rekel, pravzaprav na vsaki kuri procesiji, če je neka velika autoritev, ampak dobro, on je tudi vseeno zelo skromen človek. Veste, treba se tudi znati obnašati položajev primerno. Se spomnim na enega profesora Gestrina, ki je rekel enkrat, v Gatah ne moreš prijeti na sprejem, na izpit profesorjev, moraš prijeti solidno oblečen. In veste, treba bo en čas, ampak trenutno žal razmere še niso zrela za to, da bi cerkev spet stopila naprej. Sem pa prepričan, da slej, ko prej bo. So pa seveda velika zadrege, tudi vprašanje, to bom pa zdaj nekaj grdega povedal, formiranje duhovnikov na teološki fakulteti. Se mi zdi, da bi tudi tam morali stvari spremeniti, da je tam bilo preveč poudarka na psihologiji, pa pedagogiki, pa didaktiki, premalo pa na fundamentalnih teoloških predmetih, ki bi ti dvigali samozavest, pa bi morala biti tudi cerkev malo bolj agresivna v duhovnem smislu, ne mislim politično. Hvala Bogu, klerikalizma nimamo več, ampak bi morala pa biti le pa duhovniki, se pa vendar tudi oglašati v javnosti. Poglejte, ko smo na Primorskem, jaz sem ves nesrečen zaradi odnosa do Filipa Terčelja. A vi ne veste, koliko mene to dnevno se spominjam Filipa Terčelja. Poglejte,
pa kaj, tudi v cerkvi ne dobi podpore, pa je pravzaprav ena kosovza čista osebnost, en velik mučenik, ne. Poglejte, kako so ga pokončali, s krampom tam noter. Še prej preganjali fašisti. Fašisti je preganjal, pol sem zadnjič bral, da je bil po vojni zaprt, da niti na stovanje ne smel prijeti. Cel čas je pa šlo pa članarino za OF. Ne? Pa vzemite Stanka Vuka, ki smo tlele, ne? Da se spomnim prijateljega Markota. Ne? Pa vprosite, se spomnim Aleša Stanovnika, zeta od Antona Brecla. Vidite, to so take hude stvari in ljudje so ranjeni, ljudje, tudi duhovniki so prestrašeni. Veste, jaz sem veliko duhovnikov poznal, ki so bili zaprti po vojni. Vi ne veste, kaj so vse prestali. Se spomnim, sem se z nekaterimi pogovarjal, ki so delali tole hidroelektrarno Medvode, ne? Pa ki so zidali tele stanovanjsko naselje, Savsko naselje. To so grozne zgodbe, veste, in da prideš iz tega normalno ven, jaz za sebe moram povedati, ne vem, kako bi to preživel. To so bile, ko poslušaš zgodbe s temi duhovniki, ali pa če se spomnim tega našega kolega, ki je tudi se zgodovino ukvarjal, ki je bil na smrt obsojen, koliko je čakal, 2 leti? Joško Kragel? Joško Kragel, ne? 2 leti je čakal, da ga bodo ubili. A si mislite to? Kadar vrata zaškrtajo, si misliš, a zdaj so prišli po mene? Ne, nikoli ne bom pozabil, ko sem bil nazadnje videl Joška Kragla, so praznovali na Svetih Višarjih eno zlato mašo, pa je bilo ne 30 duhovnikov, pa je Kragel potem tam v italijanščini, takrat sem ga nazadnje videl, razlagal, kako je bil Titov zapornik. Ne? Jaz sicer italijansko ne znam, ker sem pa Kraglove zgodbe poznal v slovenščini, sem sve tudi italijansko vse razumel. Ne? Ampak vam povem, to so pretresljive zgodbe in kdor je dal skozi tole, to so strašne stvari. Ne? Tudi, veste, jaz se čudim, da ni bilo več psihičnih bolezni med duhovniki. Ne? Ker kdor je prestal ta zapor, to, veste, se spomnim, en oče od enega mojega sošolca je bil duhovnik, je bil šef zaporov za duhovnike. Ne? Če te je Lojs stegnil, ni bilo dobro, ne? Če je roko stegnil na teboj. In tako naprej. Stane, jutri bo spominska slovesnost v Ljubljani na Kongresnem trgu, kot sva že uvodoma povedala. To je ob nacionalnem ukinjenem spominu na 17. maj, ki je postal leta 2022 državni oziroma nacionalni praznik obeleževanja spominskega dne, katerim je dejansko po empiričnih dokazih med drugo svetovno vojno povzročil največ žrtev po posameznih, relativno največ žrtev po posameznih kategorijah prebivalstva. In konec koncev smo se ga tudi Slovenci najdlje oklepali zaradi zunanjih oziroma notranjih konstelacij moči. Seveda ni bil v kasnejših letih niti milostno podoben tistemu iz prvih let, je iz neke, bomo rekli, totalitarne oblike šel v avtoritarno, ampak vendarle Stane, kako komentiraš to dejstvo, da smo Slovenci sposobni obsojati fašizem in prav je tako, sposobni obsojati nacionalsocializem in prav je tako, edino pravilno, bežimo pa pred odgovornostjo in zločini, ki jih je povzročil komunizem med vojno, po vojni, pa vemo, kakšne kršenja človekovih pravic je izvajal praktično do konca svojega obstoja, do demokracije. Zakaj je temu tako? Ja, to je zelo težko vprašanje, ampak moram reči, da jaz sem imel to srečo, ker po mami izviram iz partizanske družine, da sem bil tudi veliko v družbi s temi bivšimi partizani. In vam moram povedati, da ti pravi stari borci, ki so bili res borci, so zelo obžovali vrsto stvari. Nekaj popolnoma drugega so bili pa ti politični delavci, aktivisti, ki so se v glavnem skrivali, pa bili na varnem, po vojni so pa tekli v prve vrste. Pri teh je pa zelo nekritično slabo.
Še hujši so pa njihovi potomci. Poslušajte, jaz se spominjam, ko smo odkrivali spominsko ploščo, farno ploščo v Šmarjeti, pa smo bili na obisku pri Jožetu Jurančiču. Jože Jurančič je bil tako zvani agrarni komunist. Že pred vojno je bil komunist, učitelj v Šmarjeti, prej je bil gor v eni vasi manjši, pa je prišel pa v Šmarjeto in bil potem, njegovo ženo so kot prvo šmarješko talko celo Italijani ubili. On je bil potem poslan v Gonars. V Gonarsu je bil ustanovitelj te partizanske brigade Gonars. Če gledate na televizijo, ga noter ne najdete, ker je bil potem po vojni kot agrarni komunist poslan na Goli otok in bil na Golem otoku. Dobar, potem je bil menda nek sindikalist, njegov sin je bil profesor Janko Jurančič, srbo-kroatist, mislim, da je bil to član Slovenske akademije, sva se zelo dobro poznala. No in ko sem bil pri Jožetu Jurančiču, bil že 3 mesece pred smrtjo, je rekel: Granda, lepo te prosim, dajte počakati s to ploščo, saj si bil ta glavni organizator, ampak sam zraven. Bomo naredili skupno ploščo, pa bomo vsi skupaj gor, vaši in naši, vsi smo bili reveži. In takih primerov sem doživel še kar nekaj z partizanskih strani. Glejte, sem imel to srečo, da sem se precej družil z generalom Avšičem. On je bil zelo strpen človek in mrskej tazga, zdaj so se ga spomnil, ker smo bili na neki proslavi tam pri Velenju, pa je bil nek črnogorski general, pa je razlagal operacije, pa je Jaka zraven, sva obstala: lažeš, baraba, lažeš. Je bil razburjen, ker je tisti črnogorski general tam ponarejal stvari in tako naprej. In Jaka je bil tudi tak, bi rekel, strpen človek. In še bi takih naštel, ampak veste, ko pa srečate potem pa tele potomce, ki pa, tako kot je rekel Juri, veste, koga mislim, je rekel, to se dogaja danes zato, ker so eni po vojni slabo izvajali poboje, zato se je pa prišel do osamosvojitve pa tako naprej. Vidite, teh ljudi mene bolj strah. Moram vam čisto po pravici povedati, da so potomci teh morilcev 100-krat hujši. In ne vem, ali imajo tudi občutek za grehe, zelo težke. Torej, jaz sem se ne 2-krat ali pa 3-krat pogovarjal s tem policistem Jamnikom, ki je zaslišal zvezdnimi poboji. Torej, moram reči, da sam za enega profesorja je rekel, da ta pa ni tudi za milimeter obžaloval svojega sodelovanja pri povojnih pobojih. Stane, ampak če nekako to starejšo generacijo, ki je to osebno doživela, razumemo, odkot potem to sovraštvo in na eni strani neznanje ali prikrivanje pri mlajši generaciji, tudi med nekaterimi najnimi kolegi, ki so tudi člani nekateri tudi raznih oblastnih organov, pa vedno znova dokazujejo nepoznavanje, ideološko zaslepljenost in tudi pravcato sovraštvo do vseh, ki dejansko raziskujemo tematike, tovrstne tematike, ali pa tudi vseh, ki se ne strinjajo z njimi, strinjamo z njimi. Torej, tlele je ogromno noter laži, kot je v zgodovini, in njihova oblast sloni na laži. In zdaj, če oni pač na eno stvar priznajo, se jim vse skupaj spodmakne. Vsa njihova stavba laži se zruši. In to je za njih najtežje. Pristati na eno stvar, jaz se spominjam v čas razgovorov še o povojnih pobojih. Poglejte, spominjam smo bili kje že tlele na Notranjskem, ko so moja žena pa še ena njena kolegica so predstavljali knjigo o Franji. Kaj se je s Franjo dogajalo, pa tako naprej, pa tako nazaj. Govoriva, če samo med klic, ustanoviteljico bolnice Franje. Bolnice Franje. Franjo Bojc. To je tlezat velika tragedija. In je prišla Pavla Jerina Lah na to predstavitev. Poslušajte, je tako bentila, glih toliko, da nismo bili tepen. Lažete, to ni res, nismo jih toliko, mogoče smo jih 100, 200, še to ne, mogoče ne, niti 2000. Mislim, poslušajte,
Jaz sem sam gledal, kaj je bilo tej ubogi ženski, torej ona je pa bila aktivna, se vemo, da je dala celo koga pospraviti iz pričevanja, ne? Ampak so ljudje zelo različni, torej eni so pripravljeni o tem govoriti, eni se pa pri nas enostavno niso pripravljeni s tem soočati, ker se jim bo vsa lastna podoba zrušila. Ne? Še težje je pa to na potomcih. Ne? In jaz moram pač malo paziti, da ne povem kakšnih imen, ampak se spominjam, ko sem enim hotel povedati, zakaj njihov oče samomor naredil, ker je sodeloval pri povojnih pobojih. Poslušajte pa lih toliko, da me niso pretepli, ne? Ker njim se je zrušil mit o njihovem očetu, velikem borcu Gubčeve brigade in dr. Se rekel, ni res. Stane, ampak dovoli vendarle še nekaj, iščeva zdaj razne politične, osebne, zgodovinske izgovore. Morda dam kot tezo, a ne misliš, da je tukaj konec koncev danes najpomembnejši ekonomski razlog? Da je prišlo po vojni do predrugačanja, prerazdelitve ekonomske moči in da pač tisti, ki so obvladujejo, želijo še naprej obvladovati te tokove. To že, ampak mislim, da ni ključen ekonomski. Jaz sem opazil pri mnogih, oprostite, celo pri enem klošarju, ki je stal nasprot filharmonije, sem opazil tako slepo sovraštvo do krščanstva, do nekomunizma, da jaz sem vsak večer sem mu dal, ko sem šel po noči službe, sem mu dal nekaj drobiža, pol pa enkrat je bil malo nalit, tam pa je nekaj plesal, tam pa z neko rdečo zvezdo mahal, se je kot pa je. Se je kako pa imaš tole, jaz za to zvezdo, srp pa kladivel, dan življenja, to je za mene, se je kot peca solit. Poslušajte, od takrat naprej nikoli več ni hotel mojega denarja. Klošar je bil. Ljudje pač imajo svoj mit, svojo zgodbo življenja in čim se jim to potem sonula, nimajo več podstati svojega obstoja. Ne? Tako da je smisel, da je ta moment zelo močnejši kot ekonomski. Danes imamo podatke, arhivi se odpirajo, čakamo še marsikaj iz Beograda, upajmo, da bomo tam najdli. V 90-ih letih je bila ena renesansa ukvarjanja s temi tematikami. Danes izgleda, da je regresija, torej velik korak nazaj, da nekatere stvari, ki so bile že, bi rekel, znane, napisane, objavljene, obče sprejete, tudi nekateri najni kolegi, ki bi danes nekako revidirali svoje delo in šli korak nazaj. Ne samo Odkot to, temu? zanikajo to, kar so sami napisali. Ne? Lejte, jaz se spominjam leta 90 na ZRC SAZU, je bil moj prijatelj, mislim, ni bil prijatelj, znanc, filozof, je zahteval, da vse te marksistične članke zbrišejo iz njegove bibliografije. Jaz se rekel, zakaj bi ti pa zbrisal, ali si golfov, ali si lagal? Ja, pa zdaj to ni več dovolj. Jaz se rekel, ne moreš tako delati. Če si napisal, bod ponosen, pa povej, da se kaj zmotil, pa se v glavnem, on si z estetiko ukvarjal, pa tako naprej. Ne, ampak so bili ljudje in danes, eni pač enostavno zanikajo svoje stavke, svoje trditve in tako naprej. Ne. Moram reči, da pogosto človek težko razume, da tudi bi lahko govoril o kom, ki ga danes ni tle, ki mi je pravzaprav največ povedal o pobojih na Goriškem. Sem bil tudi na eni izmed teh fojb, ampak danes fojb ni, danes je samo naštita nad Savkanom. Ampak, kako komentiraš, da smo leta 2025 sredi Evropske unije, s sosednjimi Italijani imamo bolj ali manj odprto mejo, zdaj smo Evropska prestolnica kulture, bojim se, ampak to ni tema današnjega večera, da bo to leto izgubljenih priložnosti, ampak vendarle, Italijani so zavrnili ukinitev častnega občanstva Mussoliniju, torej goriška občina, Comune di Gorizia, na naši strani pa imamo vedno znova baklade na 9. maja, čeprav se 9. maja nič ni zgodilo, se je kvečemo 8. Imamo napis Tito, ki se vedno znova obnavlja, posega v prostor, nihče ne protestira tukaj. Ja. Kako komentiraš to? Kako je to mogoče? No, ravno govoril sem pač po telefonu, ker sem bil na
okolistiki nisem mogel biti na simpoziju, ampak kolikor vem, zdaj ta simpozij, ki je bil na Matici, je bilo točno povedano, da je prišlo do sestanka Maček, Tito, Rankovič in bilo da rečeno, da je treba okrog 3000 ljudi na Primorskem pospraviti in da je bilo tudi 3000 ljudi, približno 900 na Goriškem, pa še na Tržaškem pospravljeni. Ne, vsi številke so znane, vse to je... Vem, ampak hec je, da je dokazano, da so tam določili, koliko jih mora biti. Če gledamo mi dva zdaj ta poveljniška struktura, da ne bova dolgočasla poslušalk in poslušalcev, je vendarle jasno, kdo je bil na vrhu in kdo je odgovoren. Ampak če se je zdelo tam v 90-ih letih, da bomo to počasi prekrili z plamenom oziroma prahom pozabe in potem prepustili v polje zgodovinarjev, je danes nekakšen revival, ponovno rojstvo mita o brezmadežnem Titu in tudi letos precej so izpostavljali tovariša Kidriča, predsednika tako imenovane slovenske vlade, sicer ne vem, kdo jo je postavil, da je bila to vlada, predstavljajo kot nek izraz demokratične volje tistega časa, ampak Bog pomagaj, Stane. Vemo, kdo so te osebe bile, kakšna je bil posledica. Vemo mogoče za dobre stvari, ampak vemo tudi za številne slabe stvari. Zakaj sprejemamo novorek, da se to, bomo rekli, v družbi sprejema samo po sebi umevno? Ja, ljudem se zruši svet, veste, če vi naenkrat ugotovite, da nekaj ni res, pa ste celo življenje gradili na tej laži, je to seveda zelo velik problem. In zlasti starejšim je to še toliko težje. Ne? Vi si predstavljate, da ste skozi živeli v nekem prepričanju, da je to in tako, potem se pa izkaže, da to ni, da je ravno nasprotno res, to so grozne stvari. Vse se ti celo življenje zruši, nekateri tega ne zmorejo delati, celo samomore zaradi tega. Ne? Mislim, da je to, tle bi morali še psihiatri vmes poseči, da bi to razložili, ker to so zelo težke stvari. Glejte, mi vsi poznamo za ljudi, ki so po letu 90 trdili nekaj, potem so se pa popolnoma obrnili, kot je tega ni bilo nikoli. Jaz vem za svoje prijatelje iz vojne za Slovenijo, ne? Kakšni so bili takrat, pa kakšni so danes. Ne, samo se premaknem. Se tu sploh ne moreš verjeti, da so tu isti ljudje. Ne, pa smo bili skup takrat. Pa smo se skup tresali, ko je tisti tank prodiral z Vrhnjaka proti nam, pa tako naprej. Ampak enostavno so si potem zgradili en mit in danes od tega mita živijo, sami se plažejo. Tako da se pravim, Renato, jaz mislim, da je to stvar za psihiatre. Stane, vidva sva zgodovinarja, bova končala, upam, da optimistično ali pa bolj optimistično. Nisva preroka, ne ti ne jaz, ampak vendarle si upaš kot zgodovinar vendarle dati eno, bomo rekli temu, en rezime današnjega pogovora in usmeriti misli v prihodnost. Prvič, zakaj je fajn biti zgodovinar in zakaj bo fajn biti zgodovinar in kaj se bo dogajalo z nami na tem koščku sveta v tej ljubi deželici pod Alpami? Poglejte, vse je odvisno od nas, pa samo od nas. Mi smo, tudi moram govoriti za sebe, pričakovali smo, da nam bo kaj demokratična Evropa, kaj je pomagala, pa tako naprej. Nič ni pomagala. To je odvisno od nas, če primerjam, oprostite, situacijo v Srbiji ali pa na Hrvaškem ali pa v Sloveniji, torej najslabše v Sloveniji, po Bosni, nimam podatka za Makedonijo. Pač mi moramo se sami od sebe, sami moramo te stvari popraviti, noben ne bo pomagal, sami se moramo vsak dan na vsakem milimetru boriti, pa se bodo stvari počasi premaknile. Sem optimist in vam bi povedal neko zgodbo leta 90, tih pred plebiscitom sem bil v Münchnu na eni veliki mednarodni konferenci, to je bila na Volkswagen Stiftung, in je bil en Amerikanc zraven, specialist za zgodovino Avstro-Ogrske, pa sva skupaj večerjala, pa se je takole vse naslonil, rekel, ti Granda, pošuš, kdaj misliš, da boste vi Slovenci normalni? Jaz sem rekel, Madonca, zdaj moram pa paziti. Jaz sem rekel, tako ne, 4, 5 let, 6, je rekel, kolega, 40, 50, najbrž mi do tega ne bomo dočakala. Prosim, jaz sem se takrat zgrozil, danes pa vidimo, takrat je koliko že
čez 30 let, pa je imel ta kolega prav. Ampak glejte, veste kaj, če mi ne bomo vsak večer se borili, ne bo nič. Samo od nas, nihče ne bo te bitke za resnico, za samostojno slovensko državo dobil. Jaz se spominjam, pred leti smo imeli proslavo samostojno Slovenije, so me povabili v Števarjan, pa smo, gor je bilo kar nekaj teh, bi rekel, borcev za samostojno Slovenijo, so uniforme gor prešversali, pa so pa gor hodili v uniformah. Mislim, to se mi je pa res čudno junaško zdelo, da so bili v Števarjanu v veteranskih uniformah. Pa so mi rekli, ker smo že malo popili. Smo glih takole se pogovarjali, kot zdaj, kdaj bomo normalna država. Se rekli, Stane, veš, koliko smo mi Janšo prosili, če nam da 3 dni časa, da kaj uredimo, pa nam ni pustil. Tudi to je problem. Ne? Pri nas ni bilo nobene po končani vojni za Slovenijo, zaradi osamosvojitve ni bilo nobenega čiščenja. Hvala Bogu, da ni bilo. Ja, hvala Bogu, ampak vendar bi morali biti vsaj nekaj v šolstvu narejen, neke vrednote bi morale biti postavljene, vedeti bi morali, kaj je prav, kaj je narobe. Tako pa se vidite, kako je bilo. Se spomnim samo letos, ko sem bil v Valdoltri v zdravilišču, ko so mi kolegi, prijatelji, vojaki z vojne za Slovenijo pripovedovali, ko so šli v zdravilišče, kaj so z njimi počenjali tam partizanski borci, a zdaj boste pa vi hodili v naše zdravilišče, pa tako naprej. Vidite, to je vrsta problemov in hvala Bogu, veste, glejte, vse tle povprečna starost v naši organizaciji je razmerno velika, ampak Nemci imajo en krasen izraz, klein aber mein. Mi se moramo nasloniti nase, na svoje sile. Majhen ima svoj, ne bi prevedli. Prosim? Majhen pa moj. Ja, svoj. mi se moramo na svoje sile narediti, noben ne bo namesto nas karkoli naredil. Sami moramo, potem pa bojem tudi tisto, kar bomo sami naredili, bo močnejši pa trdnejši. Podarjenem kruh, veste, to ni perspektiva. Ampak čisto za konec še eno vprašanje. Bova vzela še 2 iz publike. Slovenska televizija je danes na eni 5. ali 6., tista privatna najbolj gledana, 5. ali 6. novica objavila, da se je slovensko gospodarstvo v zadnjih 3 mesecih v Evropski uniji najbolj skrčilo in to krepko v Sloveniji. Ne bomo zganjali revanšizma, ne bomo kakšnih računov polagali, mislim, da je to pa vse, če smo v demokraciji, vendar gre za neko tekmovanje, tudi na političnem področju, mi dva nisva politika, ampak eno preprosto vprašanje zate, ki si se vendar ukvarjal z gospodarsko, agrarno in pa socialno zgodovino, dokler je slovenski narod pripravljen zategovati pasove oziroma sprejemati vse neumnosti, bo odkrito rekla, ki jih počne sedanja vlada. Vse so tudi prejšnje vlade počeli neumnosti, ampak vseeno tako nizko, kot smo zdaj, pa se mi zdi, da še nismo bili. Smo se norčevali iz profesorja 10 let nazaj. Ne Mencingerja, predsednika vlade Cerarja, ki je bil vendarle, ki je danes dekan pravne fakultete, pa je bil mož nekih znanj in tako naprej, potem je prišla, še prej bila gospa Bratuškova, potem je prišel Šarec, ampak ti ljudje so bili konec koncev zvezde proti zdajšnji situaciji, da malo karikiramo zadeve. Torej, moje vprašanje je naslednje. Bi znal povedati, kje je limit, vidiš, kje je limit sprejemanja realnosti? Žal vam moram povedati, življenje nas uči, da nikoli ni bilo tako slabo, da ne moglo biti še slabše. Žal moram reči, poglejte, kaj se je zgodilo. Plače so nam zmanjšali, davke so nam povečali. Ampak to je bilo napovedano. Ja, vem, ampak davke so nam povečali. Potem, kakšna je inflacija, koliko so nam prihrankov pobrali. Ne? Vse to, veste, inflacija ni nič drugega, kot kraja prihrankov. Zdaj je padel produkt, ampak pri nas je pač žal bila taka vzgojnejša, taka vzgoja, da bo dovolil tudi konzervno škatlo, samo da bo ta prave barve. Spet smo tam in če to rezime današnjega večera, osebno sem zadovoljen, namreč kaj se zgodi. Ne? Če ste opazili v naših medijih, pa me zanima, če si tudi ti opazil, tukaj se opravičujem, kak stavim sebe v prvi plan,
Kulturno-bojniške, zgodovinske teme prihajajo v ospredje, očitno se volitve res bližajo. Sam bi si želel, da bi se pogovarjali o čem drugem, predvsem o gospodarstvu, sociali pa čem drugem še. Zakaj vedno znova zgodovina vre na dan, ko je država pred tem, ali vladajoča politika pred tem, da nima kaj pokazati? Ja, najbolj se potem pač s tem ukvarja zgodovino, ne? Ker pri nas mnogi računajo kot zgodovino kot politiko za nazaj, ne? Noben resen narod tega ne dela, da se noč in dan ukvarja z zgodovino kot politiko za nazaj. Pri nas pa midva sva oba zgodovinarja. Jaz sem cel življenje živel od zgodovine, hvala Bogu, od zgodovine imam penzijo. Ampak, veste, eni ljudje pa bodo skozi pripovedovali zlasti, ko prideš, ko sem bil mlad, pa za nazaj, skozi smelejo preteklost, živimo pa danes, pa jutri, ne. Tle je spet napačna vzgoja, ne. In se pravim, resnično važno je, da tisti, ki smo, vemo, kaj smo in zapomnimo si nekaj. Ni važno, če nas je milijon. Strup je zmeraj v majhnih flaškah. Stane, smo te preveč zmatrali? Ne. Bova vzela še dve. Do jutr. Stane pride zelo rad na Goriško, zadnje čase, kljub temu, da ni več tako mobilen, pač ga pripeljejo drugi, ampak ko smo mu omenili ta večer, se je kar uzradostil. Tako da dve vprašanje bova še vzela, ne? Z veseljem. Ja. Če kdo kaj sprašuje, naj bo koncizen, kratek in naj postavi res vprašanje. Pa bo nocojšnji gost z veseljem odgovoril. Sam toliko vprašanje ne neumno, neumen je kvečen odgovor. Ni. Očitno sva bila dovolj izčrpna, vprašanj ni. Ivo, tukaj je eno vprašanje, Bogdan. Se oglašam zato, da koga drugega tudi spodbudim k vprašanju. Zadnje čase se pojavljajo razne etikete, ki so sicer v našem prostoru že dolgo znane. Recimo, če začnemo s trotskisti, liberalci, birokrati, nacionalisti, te etikete so marsikoga peljale tudi v zaporu. Zadnje čase pa se pojavlja etiketa klerofašist. Jaz se ne razumem. Za mene je žaljiva, kako more nekdo, recimo meni reči klerofašist. Druga etiketa, ki se spet pojavlja... Bogdan, ne vas potolažim, midva s Stanetom sva navajena še dosti hujših etiket. No, bi rad vedel, kaj ta etiketa sploh pomeni, če ste blizu temu. Drugo, kar se pojavlja kot etiketa, je tako zvani, tako imenovani osamosvojitelji. To je pravi če nekomu rečeš osamosvojitelj, to postaja že etiketa. Ja. Danes je važno, a si bil leta 1945, ne vem, takrat se je začela naša Slovenija kot država ustanavljati. To, kar se je dogajalo leta 90, pa prej, pa kasneje, to ni važno. Recimo, ne vem, jaz bom rekel, ko sem podpisoval Majniško deklaracijo, to je bilo že dejanje si moral biti že malo hraber. Takrat nisi vedel, kako se bojo stvari razvijale. Ne? Dobro, ma to je izven. Ja, najprej glede, to, kar je Renato že rekel, torej mene odkrito zmerjajo najini ljubi kolegi, da sem kleronacionalist. Veste, njihov problem je, kaj oni mislijo meni. Jaz vem, kaj sem. Meni lahko rečete, kar čete, vem, da sem debil, vem, da sem star, vem, da nimam zob, pa še marsikaj. Ampak kaj sem, pa natančno vem za sebe in to moram vam povedati, da kaj drugi govorijo o meni, je njihov problem, ne pa moj. Jaz za sebe vem. Kar se pa tiče tehle fraz, klerofašist, jaz se spomnim, a si še profesora Mikuža poslušal?
No. Glejte, profesor Mikuš, kot veste, je bil bivši duhovnik, on se je zgrozil nad takimi izrazi klerofašist, rekel pa, koga je zdaj to, še fašizem je cerkev preganjal, kaj je zdaj to klerofašist. Ampak veste, to so potem tile razni aktivisti skovali, naredili take skovanke, pa nacifašist, pa ne vem kaj vse skupaj imajo in to jih kar kujejo na novo, ne, in pol tako, pogledajte, kaj ste rekel, tako zvani osamosvojitelji. Se spomnite, kako je trebanjski župan, se je že umrl revež, Bog mu daj v mir počivati, govoril, da smo v vojni za Slovenijo sam gor martinčkali, pa pil po hribih gor, ne. Veste, noben jih ni preganjal. Glejte, vam bom ta zadnjo povedal. Zdaj je predvčerajšnjem je ena izmed poslank, ena Prekmurka, Bog jih grehe odpust, govorila, da je bil namen našega muzeja osamosvojitve ponarejanje zgodovine. Oprostite, prosim, naj mi en dokaže, kaj sem jaz se zmotil, gotov, samo idiot se nikoli ne zmoti, zato ker nič ne dela. Ampak da smo pa mi hoteli ponarejati zgodovino, poslušajte, če bili mi naša država, bi moral predsednik parlamenta jeti v left, predsednica države bi morala jeti v zrak, kaj se tudi prav, torej, bi rekel, udeleženca vojne za osamosvojitev se lahko žal. Spomnite se, kako so hoteli general Lipič, kako so hoteli dokazati, da je bila ta prava teritorijalna obramba v 1968. Polno imate takih ponaredkov, ki se delajo, ne? In to se kar naprej fabricirajo. Ali pa, če pogledate tele partizane, ki jih zdaj vidite na proslavah, pa s Triglavkam, pa ne vem, ko vse skup so na maškaran, ne? Polno je tega ponarejanja, zakaj? Ker eni pač imajo slabo vest, ker jih leta 91 ni bilo zraven in potem pa je treba, spomnite se, kakšne zmerjanje je bil Krkovič deležen. Kaj so mu vse to na to učitali, kaj so že vse Janši učitali in tako naprej. Ali pa še komu drugmu, ne. Pač blatijo nas zato, ker je na oblasti zdaj antiosamosvojiteljska klika. Ne. Poglejte, da so šli ukiniti muzej osamosvojitve. Se vi mislite lahko, katera normalna država bi to prestala? Pri nas so se kar množično podpisovali proti muzeju, ne? Pa ga je kolega, ki je prevzel muzej, skrajno resno. Poslušajte, ta kolega sploh službe pri nas ni dobil. Zdaj je v službi na Madžarski akademiji znanosti. Ni dobil službe pri nas. A veste, take obračuni so, ne? In tako naprej. Tako da, ampak preganja se, blati se, vse se dela samo, da se ne bi priznalo, ampak zdaj se spomnite koroških borcev. Kdaj so šele borcem za Koroško priznali minimalne pravice? Tam nekje okrog leta 70, če se prav spomnim, ali pa 65. Stane ne bova odpirala zdaj še vloge tigrovcev, ki bi en večer lahko tigrovcem posvetili. Ja, no, isto. Kdo da nas vodi tigar. Ampak deva še eno drugo vprašanje, še nekoga, pol pa zaključimo, ne? Zaključimo. Torej, spoštovani in spoštovane, to je bil profesor dr. Stane Granda, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, publicist, avtor številnih knjig, dragi prijatelj. Stane, hvala lepa, ker si prišel v Gorico. Želimo ti še veliko raziskovalnih užitkov, naj ti zdravje bolj služi kot zadnje leto, pa da bi se še pogosto videvali. Veste, dan brez Staneta je skoraj izgubljen dan. Si lahko to povemo, ne? Da se pogosto slišimo. Hvala Bogu. In si imamo kaj zapovedati. Tako da, to je samo prvi del večera končan. Hvala, ker ste prišli. Goriški večeri grejo naprej. Skrbeli bomo, da boste obveščeni o nadaljnih večerih tudi naprej, tako da želim vsem skupaj še doživeto počastitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in lahko noč.